zdrav, sem Mihael, vodja projekta Zavedanje. Nahajam se v kozmični postaji Meta. Meta simbolizira metapozicijo. Metapozicija v tem kontekstu pomeni pozicijo opazovanja in vrednotenja z zdravorazumske distance. Opazoval in vrednotil bom življenje na Zemlji. Zato se kozmična postaja Meta nahaja v vesolju. Prvo poglavje projekta Zavedanje se imenuje Uvod in predstavitev. Namen projekta je pojasniti pojem zavedanje v teoriji in praksi. Prepogosto se namreč dogaja, da sta v laični sferi pojma zavest in zavedanje enačena. Zaradi tega prihaja do zmotnega dojemanja in posledično neprimernih tuhtanj in dejanj. Cilj projekta je tudi doumljiva razmejitev obeh pojmov. In pomni, biti zaveden ali zaveden se zapiše grafično podobno, razlikuje se v naglasu, vsebinska razlika pa je očitna. Zato se je treba zavedati, da so pomembne tudi podrobnosti. Stremeti je treba k zavedanju, ne k zavedenosti. Drugo poglavje projekta Zavedanje se imenuje Zavedanje in zavest. Pojma zavedanje in zavest bom najprej obdelal v teoriji. Osredotočil se bom na tiste dele definicij, ki so bistveni za vzpostavitev ustreznega nauka. Zavedati se, prva definicija. Biti v duševnem stanju, v katerem se za svoje obstajanje in duševna stanja ve neposredno. Druga definicija. Imeti v zavesti vedenje o obstajanju koga ali česa. Imeti v zavesti vedenje o čem in ravnati v skladu z njim. Na osnovi kritične presoje imeti v zavesti vedenje o čem. Pojem zavedanje je glagolnik glagola zavedati se. Zavest, prva definicija. Sposobnost koga, da se zaveda svojega obstajanja in svojih duševnih stanj. Druga definicija. Celota duševnih stanj, ki se jih kdo zaveda. Tretja definicija. Navadnost prilastkom. Celota idej. Spoznanje o čem, kot jo ima kak osebek sploh. Četrta definicija. S prilastkom. Kar je rezultat ravnanja česa. Zavest krivde. Odgovornosti, zavest o resnosti položaja. V primerjavi definicij je za nadaljnji razvoj nauka treba izpostaviti, da definicija zavedati se izpostavlja neposredno vedenje o svojem obstoju in duševnem stanju. Nauk bom razvijal na tej iztočnici.
Tretje poglavje projekta Zavedanje se imenuje Samozavedanje in samozavest. Navedel bom teoretični definiciji pojmov samozavedanje in samozavest. Samozavedanje. Definicija. Zavedanje samega ali same sebe, svojega jaza. Nadalje, sebevidnost. Samozavest. Definicija. Prepričanost o svojih sposobnostih, znanjih, moči. Pojma samozavedanje in samozavest oba vsebujeta predpono samo, kar nakazuje na usmerjenost vase pri dojemanju sebe. Četrto poglavje projekta Zavedanje se imenuje Samopodoba. Teoretično definicijo pojma samopodoba lahko podam takole. Samopodoba je skupek odnosov, ki jih posameznik ali posameznica zavedno ali nezavedno vzpostavlja do sebe. Lahko rečem tudi, da gre za zaznavanja posameznika ali posameznice v smislu poznavanja in zavedanja sebe. Samopodoba je pomemben dejavnik zavedanja. Peto poglavje projekta Zavedanje se imenuje Intuicija. Teoretična definicija intuicije se glasi: neposredno dojemanje, zaznavanje bistva česa, neodvisno od razumskega razčlenjevanja. Nadalje, navdih. Nemotena intuicija je za zavedanje zelo pomembna. Šesto poglavje projekta Zavedanje se imenuje Samo. V tem poglavju bom podal teoretične definicije treh pojmov, in sicer samorazumevanje. Samorazumevanje je razumevanje samega ali same sebe. Samozaupanje. Samozaupanje je zaupanje v samega ali samo sebe. Samospoštovanje. Samospoštovanje je spoštovanje samega ali same sebe. Za ustrezno samopodobo, ki je za zavedanje bistvenega pomena, je treba ustrezen odnos do sebe gojiti na večjih nivojih. Epilog projekta Zavedanje se imenuje Nauki. Z vesoljskim plovilom se bom s postaje Meta popeljal na Sonce.
Zavedanje je torej možno dojemati kakor zavest, ki je obogatena z aktivnimi znanji. Zavest še ni a priori zavedanje. Fenomen si je možno predstavljati takole. Zavedanje goji osebek ali oseba, katere ni možno zavesti. Zavedenost pomeni živeti v zablodah. Zavedeni ljudje, kljub zavesti, torej živijo v zablodah. Zato, ker jim primanjkuje aktivnih znanj. Zavedanje je stopnja zavesti, kjer človek zna situacije presoditi zdravorazumsko in se odločiti pravilno. In pomni, razlika med biti zaveden in biti zaveden je pogojno lahko usodna. Ustvarjati in negovati je treba življenjsko filozofijo, ki ustvarja zavedanje, ne zavedenosti. Nas videnje.